Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnjem podcastu se bomo pogovarjali z Jernejem Česnom, članom uprave za marketing in finance v podjetju Outfit 7, sicer tudi diplomantom ekonomske fakultete v Ljubljani. Jernej, lepo pozdravljen. Najlepša hvala, da si se odzval našemu vabilu. Veliko se srečujemo, ampak glede na to, da je Outfit 7 partner programa Future Leaders Academy, ki ga Center poslovne odličnosti izvaja za razvoj talentov, so najine pogoste skupne teme povezane prav s talenti. Prvo vprašanje, kako si ti razvijal svoj talent? Na različne načine. Po moje prva stvar je bila ta, da sem pobegnil od doma in to je bil prvi talent, da sem se navadil sprejeti odgovornost za neumnost, ki sem jo naredil. Pa sem pa šel tako malo s tokom, predvsem sem se pa trudil, da to kontroliram. Nisem imel neko jasno začrtane karierne poti, kaj bi rad bil. Vedel sem pa, kaj me driva naprej in to so bili zmeraj izzivi. In zdi se mi, da tu še zmeraj sledim temu. Nočem biti nekih urejenih, standardiziranih stvari delati, reči, tu je pa zdaj po muštru, tukaj bom jaz srečen sedel za mizo, delal te stvari, zmeraj bom prčkal in iskal nekaj drugega. In to je tisto, kjer se dejansko talent razvija in zmeraj iskati nekaj, kako preseči mejo. Ker če si znotraj nekega takega comfort zona, pa nikoli ne boš šel naprej in zrasel. Zdaj me kar malo zanima, kaj je bila tista neumnost, za katero si pobegnil od doma, ampak mogoče to kdaj drugič. Pogosto se naši talente razvijamo skozi celo karierno pot, talenti se spreminjajo. Če greš nazaj v svojo mladost, kaj se ti je takrat zdelo, da je tvoj največji talent? In kaj si danes misliš, kaj je tvoj največji talent? V bistvu se nisem v mladosti kaj dosti spraševal, kaj je moj talent. Tiskrat sem vedel, kaj so moje obveznosti in tu sem si začrtal, da tu bom pa naredil. Tu je bila šola, tukaj bom naredil vse, kar je potrebno, zato da bom imel poje čas zase. In tam v tistem času zase pa sem razvijal svoje talente oziroma tisto, kar me je zanimalo. Je bila to muzika ali bo šport, tam sem pa rekel, tukaj bom šel pa čez. Sam sem se učil igrati bas kitaro, pa zmeraj je bil tam, ta komad je tak, ne vem, če ga bom ratal, pa klinc ga bom spravil čez. In to je bilo, takrat sem na ta način razmišljal, se pravi, nisem toliko o talentu, temveč samo o izzivih. Ko sem pa prišel enkrat v službo, sem si pa tako, nekako sem si začrtal, delal bom tisto, kar meni paše. Pa delal bom stvari mogoče malo drugačen način, oziroma malo bolj pragmatičen, ali pa malo outsiderski način. In že takrat, ko sem bil tukaj na faksu, na eni strani so bili žuri in študentsko življenje, na drugi strani pa bilo, jaz hočem čim prej končati, čim prej delati, zato da bom živel dejansko tisto, kar hočem živeti naprej. Vem, ko sem dobil prvo ponudbo še kot študent je to računovodstvo na Mercatorju, pač malo sem stegnil jezik, zraven so bila vrata, ki je pisal controlling in sem rekel, mene pa tu zanima in sem končal tam. In tu mi je dal mogoče tudi ta povod, ne omejuj se s tistim, kar misliš, da moraš delati, mogoče lahko razširiš. In tudi zdaj naprej je bil, ko sem prišel na Outfit, štartal sem spet na financah, zdaj pokrivam popolnoma druga področja. Se pravi, nikoli se nisem omejeval, mogoče je tu najboljši odgovor, kako sem se potem razvijal naprej. Zamenjal si kar dve različni podjetji. Velik sistem, slovensko lastništvo in potem IT podjetje z tujim lastništvom. Kaj se ti zdi, da je največja razlika? Utečeno stanje prej, veliki timi, neki procesi, ki so dosti standardizirani in veškejo, v bistvu kot nek velik parnik, ki sam šiba naprej in zelo dosti veliko silo rabiš, da ga skreneš malo s poti ali ga pa nazaj našteleš. Pa velika količina znanja. To mi je bilo tisto, kar me nikoli ne bom žaloval te kariere, ker sem v začetku štartal v sistemu, ker sem dobil ogromno kontroliranih izzivov, pa velikih izzivov in znanje, ki je bilo tam skoncentrirano. Potem se pa zgodil ta shift, ko sem pa prišel dobesedno na pokošeno, nisem vedel, ki se me glava drži. V bistvu sem hotel to stvar. Več sem sam to
okolje, kultura, ki sem jo zaznal takoj, ko sem bil tam prvič, tukaj bi pa jaz delal. Pol leta nisem vedel, kje bom delal točno sam s sabo, in potem sem dobil tisti dobesedno wildcard, kaj še zdaj tokrat uporabljam ta izraz, naredi tisto, kar znaš najboljše, oziroma prišel si sem, zdaj pa deli, pokaž, kaj bi lahko naredil. In to je bila tista širina, se pravi, na outfit mi je dal v tistem trenutku, da lahko delam tisto, kar hočem delati. In dodam vrednost, ker mislim, da jo lahko dodam. In na ta način se vse skupaj odvijalo. Tako da sta bila, ja, diametralne stvari, v končni fazi pa znanje, ki sem ga dobil v srednji šoli, na faksu, v življenju zunaj, v prejšnji službi, zdaj zmer se tu konsolidira, sestavlja skupaj kot neke kocke. Tudi najbolj tiste stvari, ki so bile mi tečne zmer med študijem, SWOT matrika in podobne, zmer pridejo prav. Uporabno znanj. Ja. Če jih znaš poiskati od nekje, jih lahko vedno uporabiš na pravem mestu. Popolnoma strinjam. Začela sva pri talentih. Kako v vašem podjetju Outfit 7 tretirate talente? Kdo je talent? Zelo težko je sploh reči, kdo je talent. Vidiš pa v bistvu pri človeku, s katerim se prvič pogovarjaš, zaznaš neko iskrico, ali zaznaš neko njegovo strast za eno stvar. Ni pomembno tudi, da je tu strast za tisto točno službo. Ker naš zaposlovalni proces je relativno dolg. To je tako 5 do 6 različnih razgovorov z različnimi ljudmi. Zadnja je načeloma z mano, kot generalnim direktorjem tam. Jaz 100% ne morem preveriti nekoga, ki je artist, ker moje risanje je delč od tega, da bi jaz lahko ocenil njegove skille. Zaupam pa vsem, ki so bili pred mano. Načeloma jaz nekako preverjam cultural fit, pa tu je zelo taka zdaj tricky tema, kje je zdaj ta cultural fit. V bistvu pogovarja se s človekom in vidiš, ali se zna normalno pogovarjati, ali bo znal vzpostaviti interakcijo. Outfit 7, globalno velikan, ko govorimo o gaming industriji, ko gledamo po številu ljudi, smo tako palčk, majhni smo. Rezultate imamo s to količino ljudi, se pravi manj kot 400 ljudi, dejansko primerljive s firmami 4000 zaposlenimi. Kar pomeni, da najbrž so ljudje talentirani oziroma imajo neko okolje, v katerem lahko vse svoje znanje razvijajo naprej. In tukaj bi jaz rekel, talent vsak ga ima, kako ga bo razvil naprej, je pa njegova stvar. Dostikrat je pa to odvisno od okolja, ali mu to omogoča, ali ga pa takoj ukalupi. In sem mnenja, da pri nas je predvsem ta drugi del. Porinen si, imaš možnost, da boš lahko svoje talente, svoje znanja, predvsem svoje interese razvijal, vse je pa na tebi. Ustvarjaš službo sam, ne ustvarja služba tebe. Ali pa delovno mesto. Točno to. Oziroma mogoče je tam, ker si se prijavil, je neka tvoja izhodiščna deska, potem pa lahko sam vidiš priložnosti za naprej. Brskaš. Sem rekel, jaz sem štartal na financah oziroma kontrolingu, končal na marketingu, popolnoma drugo področje, če gledamo iz tega, pa še zmer ta kombiniranje znanj, kot si prej omenila, in nisem se omejeval s tem, jaz pa tega ne znam, oziroma to ni moje področje, potreba je bila tam, oziroma videl sem, da lahko tukaj nekaj dam, pa sem dobil možnost, da lahko to res naredim. In zato bom zmer hvaležen Outfitu, oziroma tem, ki so bili v tistem trenutku odločevalci, da so mi omogočili to stvar. Ko si omenil, da prideš v okolje in če ti okolje dovoli razvoj talentov, lahko ti omogoči razvoj ali pa te ukalupi. Ampak to je na nek način odvisno od vodenja. Kaj misliš, kaj je vodja prihodnosti? Tisti, ki posluša in se ne razmišlja o tem, da je vodja. Največ razmišlja o tem, o samo sebi kot mentorju, nekomu, ki išče in pomaga razvijati naprej. Pri nas imeli smo vrednote v preteklosti, firma se je razvila in v lanskem letu smo prišli na principe. In eden od takih najbolj triki oziroma takih kontroverznih je, zaposluj boljše ljudi, kot si ti. Kako bom zaposloval boljša, kot sem jaz? Pa to pomeni, da sem jaz neuporaben. In stojimo za tem. Zmer iščeš nekoga, ki bo dal lahko nekaj več.
Zakaj jaz razmišljam na ta način konkretno? Ker me ne bo ogrozil. V bistvu jaz mu pomagal, da se bo lahko mogoče še bolj razvil, ali pa sem jaz še bistveno več naučil od njega. Istočasno bova rasta. V eni točki bo pa 100% želim, da me on preraste, ker bom jaz lahko začel nekaj drugega delati, ali pa bo on pognal vse skupaj še en nivo višji. Kako lahko gledam na to? Jaz sem mu pomagal, da je uspel. Zakaj bi gledal na to, da me je prerastel, če dejansko vsi delamo za nek drug cilj od zadaj. Pa je kultura vodenja znotraj celega Outfit 7 taka? Stremimo k temu. 100% ni. To se bi zlahal. Lahko pa rečem, da delamo ves čas na temu in kjer vidimo, da so kakšni kreki ali pa se zazna, da mogoče ni na tem najboljš narejeno, se dela popravke. L&D znotraj HR-ja, pa v bistvu znotraj cele firme, ker tu ni en oddelek, ki se s tem ukvarja. Ne vem, da bomo rekli zdaj kadrovska služba. Kadrovska služba se načeloma lahko ukvarja z razvijanjem, mentoriranjem lastne funkcije. Suportira in pomaga pa dejansko razvoj povsod drugod. In tukaj to razvoj kadra, mentoriranje se dogaja cross company. Imaš ljudi, ki so lahko zelo dobri mentori, pa izhajajo iz teka, pa nekdo, ki izhaja iz IT-ja, nekdo, ki izhaja iz računovodstva, nekdo, ki izhaja iz ofisa. Vsak doda nekaj zdraven. Mogoče najbolj tista vaška vzgoja, ki prihajam z vasi. Doma so mi nekaj učili, ko sem bil zunaj tekel po vasi, je prišla soseda in včasih dala kakšno povlekla za uho ali kaj takega, pa sem se naučil, da mogoče med popoldanskim počitkom z rolkami ni najboljše divjati po vasi. Spet je prišel nek tretji, dedek, babica, vsak ti nekaj dodaja. Mogoče gledam na firmo točno na ta način. Vsak lahko mentorira. Pa je tu lahko študent, ki pride, mi bo nekaj novega povedal, do CEO-ta, ki bo spet nek drug vidik dodal. To je mindset, da se res od vsake situacije in vsakega posameznika lahko veliko naučimo. To je glavna stvar za moje pojme. Ker če ti kažeš in iščeš sam napake in pohvale, da je to dejansko korenček in palčka, ljudje bojo ostali zakrčeni. Ker bodo vedno stremeli, ko bojo razmišljali o svojih ciljih za naprej, bojo verjetno šli na tisto, kar vejo, da lahko dosežejo, ker se bodo bali, če si bodo dali preveč ambiciozne cilje, da jih mogoče ne bodo dosegli in bodo zaradi tega kregani ali pa nekako kaznovani. Če si bojo pa podcenili jih, bojo pa rekli tako, zdaj pa ne znam pokazati naprej. Tu ni njih stimulativno okolje. Če pa rečeš, gremo naprej, vsi smo na temu in ko zaserjamo, ne uspe neka aplikacija, kar je tako verjetnosti 50-50 oziroma še mogoče še več v smer neuspeha, ko gre ven, se usedemo in rečemo, ok, zavestno smo se odločili, kaj smo se naučili iz tega, kako lahko damo tu naprej. Nikoli pa ni tista, ta tim je kriv. V končni fazi vsi smo bili zdravi, vsi smo imeli možnost se oglasiti. To je tudi kultura feedbacka, da nikoli ne stopiš nazaj in rečeš, tu pa ni moja stvar, oni se ukvarjajo, temveč če vidiš, da lahko nekaj popraviš, boš pristopil in rekel, jaz pa mislim, da ni tu in tu se zgodilo, kar smo pričakovali. Ali pa doma so moji otroci špilali ali pa jaz igrico, ta feel tukaj ni bil najboljši. Pa verjamem, da bo on poslušal to stvar in mi dal relevanten feedback nazaj. Govoril si o razvoju zaposlenih. Vem, da veliko investirate v izobraževanje, tudi Center poslovne odličnosti je en program za vodje razvil skupaj z vami. Kaj pa so še tisti razvojni prijemi? Omenil si tudi mentorstvo. Kaj je po tvojem mnenju razvojni prijem, ki omogoča res razvoj vodij v smeru, v kateri si govoril? Ena stvar, ki je mogoče najbolj tradicionalna in klasična, letni razgovori, kar smo jih trenutno v podjetju v tej fazi. Pa imate res še letne ali so pogostejši? Imamo polletne razgovore, pa v bistvu ni to pol leta nič, pa se pogovarjamo, to je konstantna stvar. Goali se oziroma cilji se vmes spreminjajo. Predvsem je pa spet povezano s principi, ni sam kaj naredi, bolj pomembno je, kako si naredil in kako si pri tem deloval, se pravi tej soft skilli. Do the right things and do them in the right way. To je eden od osnovnih principov. Ask why, se pravi ne sam izpolni nalogo, temveč vprašaj, zakaj bi pa radi tu imeli, kaj hočemo s tem doseči. Ko me nekdo tu vpraša, pa jaz nimam odgovora zanj, to pomeni,
ne da sem jaz failil, temveč, mogoče pa tu sploh ni ta prava stvar, ker nimam pravega odgovora. Tu je tisti najbolj konstanten način, kako se stvari improvejo. Zakaj sem omenil letne razgovore, ker tukaj ne gre samo relacija nadrejen, podrejen, temveč delamo kalibracijo na nivoju celotne firme. Se pravi, vsi nivoji se dajo skupaj v sobo, da ne da uskladimo merila, temveč da slišimo en drugega, kako je nekdo videl tega. Sprašujemo za feedback od ljudi iz različnih departmentov. Nekdo bo lahko podal mnenje, videl sem ga na hodniku, tako in tako se obnašal v tej situaciji, ne vem, opravljal. Ja, pač ni deloval tako, kot je. To je zelo relevanten feedback, ker najbrž, če tam ni deloval, tako tudi nekdo drugod ne bo. Nekdo druga bo pohvalil pa, veš, zadnjič mi je, ne vem, v garaži sem se nekje zataknil, nekaj ni delal, prestopil zraven pa mi je rekel, lahko pomagam, pa mi je pomagal. Take ljudi iščemo, s tem rasteš. Zdaj od konkretnih programov razvoja naprej so pa tako, se je omenila, leadership, pač različni nivoji potrebujejo različne support oziroma različno mentoriranje. Videli smo, da imamo manko predvsem na managerial skillih, se pravi konkretnemu vodenju ljudi. Firma je zrasla, predvsem na ekspertih, ki so se razvili v vodje in dostikrat smo tudi hendikepirali zelo dobre ljudi, ki so bili odlični eksperti za vod neke manjše time, pa smo rekli, zdaj pa ti pa lahko prevzameš namesto 3 ljudi, prevzem 10 ljudi. Takrat se pa, ne da se je izgubil, nismo mu omogočili rasti na tistem področju, kjer je on najbolj močen. Se pravi, nekemu mentoriranju, znanjem, ne pa s tistim vodenjem, kako je projekt najbolj smiselen, kako ga narediti, kako razvijati ta kader naprej. In tukaj se zdaj išče, kako razvijati različne pilarje. Eksperte, lide, ki so neke vrste hibridi, pa menedžerje, ki se ukvarjajo z večjimi ekipami in njihova glavna stvar je dejansko koordinacija ljudi in projektov. Fleksibilnost trga dela je nekaj, o čemer se zelo pogosto pogovarjamo. Zdi se, vsaj navzven, da je Outfit 7 pojem tega. Kako vi razumete fleksibilnost trga dela? Zdaj je tako dosti vprašanj, ali smo pojem ali ne. Spet tukaj stojimo zadaj za nekimi svojimi načeli. Nikoli ni bilo striktnih urnikov, kdaj prideš, kako prideš, koliko časa delaš. En od načel, ki je bilo own your shit. Se pravi, kar si se zadal, da boš naredil, naredi. Make it happen, no limits, to so še stare vrednote. Če tu nekdo pooseblja, je dejansko fleksibilen, sam si lahko kreji svoj urnik. Če govorimo o tem, kar danes poimenujemo fleksibilnost trga dela, se pravi remote work, delo od doma, delo z različnih lokacij, se pravi z dopusta počitniških lokacij, smo fleksibilni, smo pa tudi eno stvar med covidom in po covidu uvedli. Bili smo prva firma, kot mi je znano v Sloveniji, ki smo šli na popoln remote za celo leto. Prvi primer, ki se je zgodil v Sloveniji, na žalost je bil celo znotraj Outfita. Mi smo firmo zaprli, zdaj se mi, da ob 9 zjutraj sem spustil mail, zdaj zapustimo prostore in začnemo od doma. Čez 3 ure smo se vsi javili na Zoom, ker smo imeli samo tako, tu je zdaj nov način dela, delamo od doma do nadaljnega. Tukaj smo bili zelo fleksibilni in firma je v tistem obdobju tudi brutalno rasla. Zaposlili smo dosti novih ljudi. Ko smo prišli pa naenkrat nazaj, oziroma že prej se je pa začelo kazati, da je ta kultura, ki je dejansko nastala iz relacije, iz oči v oči, iz pogovorov, ni bila več tukaj. In odločili smo se, da mi smo office mindset first, kar pomeni, vsak ima svoj prostor v firmi, mi nismo krčili svojih prostorov po vseh studiih, kjer jih imamo. Vsak ima še zmeraj svojo mizo, omogočamo pa delo od doma. Glede na to, kako se z menedžerjem dogovorijo, oziroma se celotni timi med sabo uskladijo. In dejansko to je glavna stvar. Kar hočemo še od teh, ki pridejo na novo, da saj začetno onboarding obdobje je tako za mentorja kot za novega zaposlenega v pisarni oziroma v ofisu. Ker tam se največ stvari dogaja. Tam začuti, kakšen je vibe. In ljudje, kot na začetku so mogoče malo manj prihajali, pa so hoteli malo več remotely. Zdaj vidim, da dejansko večina ljudi, lahko govorimo tam 60, dejansko 70 ljudi v povprečju je ves čas v pisarni. Ali pa 3 dni, 4 dni, pa en dan ne. Pa tu niso tisti podaljšani vikendi, ponedeljek, petek, temveč kakšna je dinamika tima.
tu je glavna stvar, kar jaz vidim kot fleksibilnost. S podjetji se ogromno pogovarjamo o spremembi kulture, posledično delu od doma. Kaj ti misliš? Ali je delo od doma enako učinkovito, ima enake rezultate, lahko da enake rezultate kot delo v živo? Kakšen je tvoj osebni pogled na to? Lahko jih da, če oseba ve, kaj so njegove zadolžitve in ve, kaj hoče narediti, je pa tudi odvisno od funkcije. Če vodiš ljudi, jaz osebno zelo težko vodim prek Zooma oziroma prek nekih drugih online rešitev, ker izgubiš dejansko vso interakcijo. Zdaj najbolj se vidi to, če smo vsi online, še nekako gre, ker ima vsak isto, dajmo reči, nima prednosti domačega terena. Ko je večina ljudi v pisarni, pa si ti na televiziji, se pravi na skrinu gor, ti ne moreš istočasno vskočiti v debato. Dinamika je popolnoma drugačna. Raise the hands, pa nekdo ne opazi, hočeš nekaj reči, pa ljudje tam ne slišijo, zamudiš, pa te predvsem telesno govorico zamudiš. Resno, tam vidiš od tukaj navzgor, dogaja se pa bistveno več. Zdaj tukaj moje roke ves čas mahajo, jaz tam ne moreš tega delati. Pa tudi videlo se je, da dosti ljudi je avtomatsko, zdi se, da je multifunkcionalno, ker ponavadi sta še dva skrina, pa nekdo še klika, stvarjo ni pač tam pri temu. So pa določene funkcije, oziroma v našem primeru jih je kar dosti, ko ljudje rabijo tudi quiet time. Kar pomeni, zdaj so fokusirani na svoje stvari, to smo že prej imeli, zdaj pa še bistveno več. Dan, ko ni sestankov, dnevi, ko se točno ve, zdaj pa delajo na teh projektih in so popolnoma remote, celo na do not disturb ali pa pač quiet time, just to do the project. In to vsi spoštujete. In vsi spoštujemo. Sproščenost je izjemno pomembna, dobro počutje na delovnem mestu. Vem, da vi delate ogromno na tem, da ustvarjate sproščeno delovno okolje. Kako to počnete? Samo po sebi se odvija. Včasih je bilo 2 štuka, pa so vsi vedeli, kaj je sproščeno. Se mi zdi zdaj, ko hodim recimo tukaj na ekipi 2 po različnih štukih, je vsak mu nek svoj svet malo zase. Nekje so okrenclani z vsemi možnimi neumnostmi, eni štuki so mogoče popolnoma clean, v enih je 4 kitare na floru, pa še 2 kahona in je vsake toliko cajta celo se kaj zašpila. Timi so si ustvarili neko svojo dinamiko. Sproščeno okolje, če vodje tu živijo, če tim sam po sebi tu živi, bojo vedeli sami, kaj je sproščeno. Zame je verjetno nekaj drugega kot za nekoga drugega. Zame je sproščeno iti po stopnicah do 20 štuka in se vmes srečati ljudi in z njimi debatirati. Kar je glavna stvar je, lahko tu naredim, pa tudi ljudje, ki so tam, ne vem, na čiku ali pa na debati, točno vejo, tu je produktivno, ker tam se dejansko najboljše debate dogajajo. Druga je Immoforum, ki je namenjen dejansko temu, da se uporablja ta prostor za iti na off, igrati ping-pong, pikado, igrati videoigrice, se podružiti po službi med vikendom. Mi imamo tudi ogromno zaposlenih iz tujine, ki dejansko so se ustvarili spet nek svoj community. Podpira se pa tudi razne druge aktivnosti. A so tu športne udejstvovanja, kulturne udejstvovanja, razne delavnice. Ljudje se družijo na različnih nivojih. Kar je pa najbolj fajn stvar je, če sem prej rekel, da se štuki per department ustvarjajo, se tukaj na različnih aktivnostih združujejo ljudi z popolnoma različnih področjih. In dejansko spet ustvarjajo nek svoj svet. Ena od stvari, ki mogoče outfit dosti bolj znan po temu, so pa team buildingi, ker se pa zmer spravi celotno firmo skupaj. Zdaj smo ratali že toliko veliki, da je tu že problem spraviti skupaj z vseh lokacij, pa ne vem, ali se dobimo v tujini, ali so v Sloveniji, vendar želimo, da so vsi tukaj. Še ena stvar sproščena pa je širjenje vseh informacij. Da ni tukaj pa zdaj nek magic blab vodi, ki se pogovarjajo in uporabljajo vsemi informacijami, pa vsi ostali. Če sem prej rekel, vsi smo na isti barki, pa smo na isti barki z vsem. In ko pride nekaj novega ven, ali je to dobra novica ali slaba, želimo, da jo vsi predvsem razumejo. In na ta način se zaupanje ustvari.
Ko si govoril o team buildingih, delate vsebinske team buildinge ali poskrbite, da se udeleženci, vaši zaposleni imajo samo zelo fajn in sproščeno družijo nekaj dni? Zmer so bili vsebinski team buildingi, ali so bili vezani na vrednote, ali so bili na principe, povezani so bili s tem, kar se trenutno dogajalo v firmi, ali je bil tu release nove igre, novega produkta ali popolnoma nekaj novega, kar smo poskušali. Tako da še zmer stremimo k temu. Vemo pa tudi, da ljudje rabijo neko sproščeno druženje. Če je bil prej mogoče 2 dni, 3 dni, dajmo tu narediti in tu hočemo doseči, je mogoče zdaj tudi malo več proza časa daha. Ker vidimo, da se pač ljudje se enostavno morajo družiti. Ena stvar je pa tudi logistično. Narediti eno stvar, da bojo vsi delali skupaj na tem projektu, je bistveno težje. Zdaj se dogaja dosti več neki challenge, kot so, ali so neke pustolovske akcije, ali je nekaj hočemo narediti. Lani po zimi smo delali bob sani oziroma sani, vsaka ekipa svoja, pa bilo tekmovanje s tem. V bistvu najbolj fun stvar je bila, kako smo vsi v tistih velikih prostorih skupaj delali tiste sani, pa smo en drugemu malo nahajali, pa en drugemu pomagali. Na koncu ni noben vedel točno, kateri ekipi je bil, vsi smo se imeli pa fajn. Super. Kaj pa medkulturne razlike? Ljubljana, Ciper, Španija, Kitajska? Ne vem, jaz osebno jih ne opazim, zdi se mi, da je tudi noben drugih, ne. Jezik uradni je angleščina, ki ga uporabljamo. Zdi se mi, da v bistvu govorimo ni angleščina, neko čudno mešanico, ker tudi ko se dva, dajmo reči zdaj tukaj Slovenca, dobista skupaj, če nas nek tretji posluša, ne razume, kaj govorimo. To se dostikrat sam sebe ulovim, ko uporabljaš izraze iz angleščine, iz slenga, iz latovščine, iz industrije, pa neke slovenske izraze in noben ne zazna teh medkulturnih razlik. Na nobenemu nivoju. Tako da ta inkluzivnost je ključnega pomena, ki se je pa zgodil organsko. Kaj pa diversity? To so zdaj izrazi, s katerimi se ukvarjamo veliko, predvsem o njih govorimo, mogoče bolj kot živimo. Kako pa raznolikost razumete v Outfit Sevnu? Isto kot prej. V bistvu se s to besedo niti ne toliko ukvarjamo, rajši jo živimo. Zdi se mi, da tudi v preteklosti je bil Outfit, nikoli ni bil po nekih velikih besedah znan, dostikrat se je uporabljal predvsem preproste besede, ki so jih vsi razumeli. In če bi zdaj začeli to stvar ful poudarjati naprej, se mi zdi, da je bila vse malo čudna. Ko bi rekli tako, zdaj pa o tem govorimo, saj tu že delamo. In v bistvu ne tega niti izpostavljamo. Enostavno sam živi cela firma to stvar in če se pa zazna, da bi mogoče prišlo do kakšnih razlik oziroma neizkoriščenja, temveč delanja kontra temu, se bo ta stvar izpostavila. Oziroma se bo zelo striktno urgiralo na njo. Kar je pa tista ključna stvar, se pravi, spet, vsi smo skupaj, vsi smo en tim, vsi smo ena banda, tudi delujemo tako. Ker v končni fazi glih zaradi te različnosti vsak doda glih tisto čarobnost zraven. Čeprav pred leti bi jaz skoraj ocenila, da ste imeli izziv pri raznolikosti na področju starosti, namreč vaš tim je bil zelo mlad. Zdaj se mi zdi, da se starost nekoliko zvišuje, imam prav? Se. Se? Ne vem, komentar na to. Industrija je bila pred 10 leti zelo mlada, pa sploh ni bilo kadrov, ki bi delali na tem področju. Industrija je zdaj absolutno zelo zrela, pa tudi trg je zelo zasičen, kar avtomatsko po eni strani povleče noter tudi neke profile, ki prej v startup mentaliteti sploh niso bili potrebni. Pravi proorganizacijski profili, so potrebne funkcije, kjer je zelo pomembno tudi neko nakopičeno znanje, pa tudi mi smo se vsi postarali. Tako da tudi tu je dejstvo. Ampak je mesto v vašem podjetju tudi za starejše zaposlene? Ja, zdaj tudi v Netu praznujemo 10 let lojalnosti podjetju, kar pomeni, da tudi naš turn rate je zelo nizk. In imamo dejansko tudi ljudje, ki bojo v dosti kratkem času šli v penzijo, kar pomeni, da imamo tudi stare ljudi. Imamo pa na drugi strani tudi še zmeraj, začeli smo zaposlovati celo študente, ki prej smo bili zmeraj, ne bomo tega.
Naš cilj pa je, če že vzamemo nekoga zelo mladega, da ni to ono, sam da upravi neko storitev, temveč enako vlagamo vanj kot v redno zaposlenega, ker ga hočemo obdržati na dolgi rok. Zdaj sva odprla kar par iztočnic. Prva je zagotovo vodenje različnih generacij. S tem se v podjetjih zdaj veliko ukvarjamo. Pa me zanima, kakšen je tvoj pogled na to? Imate nekaj starejših, imate veliko mlajših, imate veliko zdaj tudi povprečja nekje 30 do 40 let. Kako usmerjate različnost generacij? S tem, da jim daš možnost, da oni vodijo ljudi in oni dodajo svoje stvari na mizo. Kar jaz predvidevam, da je nekaj, kar je kul, že ta izraz je totalno zastarel, sam moram se zavedati, da tu je meni, pa tu so moje opazovanja, kako sem jaz se obnašal kot otrok, ki moji otroci delajo, pa že oni me nesejo o nekih stvareh. Ne vem, TikTok, ki je toliko popularen. 100% moje razumevanje TikToka je popolnoma drugačno kot nekoga, ki živi tu vsak dan. Spravi, ne bom jaz tisti, ki bo bil tukaj pameten in solil pamet, kaj ne naredijo, temveč ne rečeš, veste, kaj delaste, naredite ven, jaz sam vem, kaj želimo s tem doseči. In ko jim daš to možnost, da dejansko razvijajo in živijo tu, kar živijo že tako sami po sebi, bo itak naredili bistveno boljši rezultat kot nekdo, ki bi pa zdaj rekel, jaz pa mislim, da je to tu, ker sem vodja. Ni šans. Se pravi, enostavno glih to raznolikost izkoristiš sebi v prid. Daš jim možnost, da to povlečejo noter, bdiš pa nad njimi kot tisti, ki ima celotno sliko, kaj hočemo narediti. V končni fazi spet sedimo vsi svojemu skupnemu cilju. Imaš pa kar dober vpogled za generacijo. Kaj po tvojem mnenju prinaša za generacijo? Drugačne pričakovanja, ko pride do načina dela, koliko so pripravljeni delati. Ne govorimo o sami fleksibilnosti, temveč hočejo imeti tudi čas zase. Znajo se odpovedati, bom rekel, prkam, višji plači, v korist tega, da bi mogli žrtvovati svoj čas, svoj prosti čas in svoje interese. To je ena taka stvar, obnašajo se popolnoma drugače, kot se mogoče generacija itak X pa Y, ki sta bile drugačne. Tukaj so zdaj neka ta raznolikost, vključenost jim je zelo pomembna. Pa sprejemanje drugačnosti. Pa tudi, da stoji za nekimi načeli. Če so bili prej mogoče dosti bolj v ospredju kompromisi, je tukaj zdaj, kaj bomo naredili, ko se je zgodilo to in to. Gledanje bistveno preko tega. Govorimo o globalne krize, ki se zdaj dogajajo na različnih področjih, okolje, tretiranje dejansko različnosti, to jim je z njim zelo pomembno in zahtevajo, da firma ima tudi neko stvar, stališče, za katerim stoji. Ne palijo več na take plehke besede in govoričenja in to je verjetno tudi delno pripeljalo do tega, da smo mi začeli spreminjati vrednote s principi, ki so bistveno bolj osebni. Ker ko to narediš, se vsak počuti del tega, pa to stvar tudi živi. Pa se ti zdi, da se bomo lahko od njih kaj dobrega naučili? Ja, zakaj ne? Zdi se mi, da je nujno oziroma da nas imajo zelo dosti za naučiti. Pa verjetno oni od nas tudi kaj, ampak ko se pogovarjamo s podjetji, veliko sprememb, ki jih prinaša za generacija, je všečna tudi starejšim generacijam. Ta čas zase, skrb za svoj prosti čas, smisel, ki ga želijo imeti na delovnem mestu in tako naprej. Če greva proti koncu najinega pogovora še malček v prihodnost. Kako se ti zdi, da se bo razvijal trg dela? Še večja dinamika, več bo dela ne od doma, temveč tega remote. Po eni strani bomo imeli ene ljudi, ki bodo zelo lojalni, ki mogoče v preteklem obdobju bil dosti trend tega shiftenja. Osebno mislim, da bo kar ena lojalnost v enem segmentu, v drugem segmentu bo pa dosti tega raziskovanja. Potovanja, shiftenja med različnimi podjetji, vendar ne na način, zdaj grem tja, da bom dobil večjo plačo ali nekaj takega, samo zato, da dobi znanje.
pa bistveno manjša konkurenčnost, da se bodo podjetja med sabo klala, kdo bo komu kravo dal kadre, temveč bo bolj to, ok, zdaj tukaj dobil se nekaj znanja, pa pet do drugega, da se boš še nekaj naučil, pa pojmeš vrata odprta, da se vrneš nazaj. Vidim, da se tu že pojavlja na trgu, zelo govorim za našo industrijo, pa verjetno se bo tudi do drugih. Pustiti vrata odprta, dati možnost, ko nekdo hoče nek nov izziv, ga v tem podpreti, ker se bo zmeraj dobra beseda, dobra stvar, ki jo narediš, oziroma podpora se bo zmeraj vrnila dobro. In ta konkurenčnost, ki je bila tako striktna, kdo bo večji, kdo bo večji player na trgu, se mi zdi, da se bo malo izvodenela, ker na koncu bomo itak, vsak lahko dobi svoj del pogače v končni fazi. Bo manj tekmovalno okolje? Bolj zdrava tekmovalnost. Potem, če prav razumem, tudi boj za talente bo v drugačni luči, kot je danes, ker danes se ogromno ukvarjamo s tem, kako zadržati talente, kako jih ne spustiti, da grejo. Zdi se mi, da se itak že zdaj ne smemo ukvarjati s tem, kako jih zadržati in kako se boriti, temveč kako jih dejansko sam spodbujati in omogočati, da bodo po eni strani imeli zadosti izzivov, po drugi strani bodo tudi zadovoljni, pa tudi videli svojo odgovornost do podjetja oziroma predvsem tej normalni odnosi. Ker ko se nekaj bojiš in hočeš ščititi, ponavadi se bo glih tisto zgodilo. Če pa razmišljaš o tem, kako bo šel naprej in naredil tisto, za kar hočeš delati, pa se bo ta stvar na tak ali drugačen način poklopila. Ko nekdo gre tudi če na ključni poziciji, mogoče je pa tudi dobro za podjetje. Mogoče je dobro, če se jaz odločim, da grem, itak vsi po moje o tem razmišljamo, ni samo tista, kaj bo zdaj s firmo, ali pa to, enostavno je tako, ok, tu se je zgodilo, gremo naprej in lahko nekdo bistveno boljši zrastemo zgor. Spravi, dati prostor zadihati vsem. Veliko potuješ, na Cipru si veliko v Sloveniji, vem, da odhajaš sedaj na Kitajsko. Kaj je pa tvoj idealen dan? Zjutraj se zbuditi, imeti čas zase, da se fajn fizično zgoniti, dobesedno, da se pripravljam za cel dan in tu bom verjetno zmeraj ostalo. In razmišljati o tem, s kom se boš po srečo, ko greš v službo. Iti na pot in ne biti, ko prideš v zastoj iz Primorske do Ljubljane, koliko bom zamudil, temveč enostavno vedeti, pač se bo zamudilo, vendar so ljudje, ki bodo to stvar naredili. In popoldne iti spet ob normalni uri domov, oziroma niti sploh ne razmišljati, kaj bo, kdaj bom šel, temveč iti domov. In preživljati čas na tak način, zmeraj komponirati tiste stvari, ki so fajn. Zame je to tamali, kombinacija tamali in stvari, ki so vsem fajn. To je to, ne vem, kaj drugega. A si z otroci veliko na videoigricah? Zelo malo. Pa še televizijo in ostalih stvarih ne glih dosti uporabljamo. Smo pa dosti na motorjih. Lepo. Želim ti, da bi imel čim več najboljših možnih dni. Najlepša hvala, Jernej, da svoje razmišljanje deliš z vsemi nami, kot naš diplomant, kot naš alumni, pa tudi kot poslovni partner. Iskrena hvala za partnerstvo na programu Future Leaders Academy. Hvala tudi, da lahko vaše zaposlene razvijamo tudi z našimi znanji. Hvala, Monika, za povabilo in se veselim sodelovanja naprej, ker vse, kar pride od tukaj in kako sodelujemo, dejansko tudi nam pomaga rasti. Hvala lepa.